Takole, ne, ostali smo pri prizmah in obstajajo različne vrste prizm, ne, ni samo, da bi rekli prizma, to je to. Kvader pa kocka sta gotovo ena izmed najbolj znanih, ampak na splošno pa jih razdelimo v več skupin. Na primer pokončne. To pomeni, da je stranski rob enak višini prizme. Vse 3 primere, ki jih imam tule, so pokončni in tudi mi si bomo večinoma pokončne bomo tudi računali s pokončnimi, a ne. Poglejte, če pogledate višino, a ne, je enako velika kot tale stranski rob. Če bi se pa te stranski ploskvi malo razmaknili, pa ne bi bile več enake in tudi tule ne bi bil več pravokotnik, ampak bi, tako bi bilo, kot če bi kdo pohodil, pa bi bila malo bolj postrani, a ne. In mi bomo govorili samo o pokončnih prizmah, redkokdaj se kdaj pojavijo poševne, zato jih ne bomo pač omenjali tu. Potem pa N-strane prizme, se pravi, zanima nas, koliko strani ima prizma. Zdaj pa namesto, da bi naštevali čisto vse ploskve, pogledamo samo osnovno ploskev. In na primer tule je osnovna ploskev štirikotnik in zato jo rečemo štiristrana. Tule je osnovna ploskev trikotnik, a ne. Zato jo rečemo tristrana. Tule je pa osnovna ploskev šestkotnik in zato jo rečemo šeststrana. Pravilna prizma pomeni, da je tale lik enakostranični trikotnik ali šestkotnik ali kakorkoli, pač kjerkoli večkotnik je že osnovna ploskev, je enakostraničen. Potem so še pa enakorobe prizme, to pa pomeni, da ima vse robove enako dolge. Ena taka najbolj znanih je pa seveda kocka, ki ima vse robove enako dolge. Tako, tole je v bistvu to, na kaj delimo prizme, tole si prepišite. In potem pri nalogah je pač treba iz teh 4 navodil razbrati, kakšno nalogo imamo glede prizme. No, zdaj se še pa pogovorimo, kaj računamo pri prizmi. Seveda računamo površino in pa prostornino prizme. Pa si sposodimo eno prizmo iz tule, mogoče kar 2. Takole, ne, za skice, da se bomo lažje pogovarjali. Zdaj, pojdimo najprej na površino prizme. Površina prizme je ploščina vseh likov, ki prizmo obdajajo. Se pravi, če bi si predstavljali, je treba vzeti njeno mrežo, to so tile pravokotniki in pa zgoraj sta 2, v tem primeru šestkotnika, v tem primeru trikotnika. In površina prizme v bistvu ni nič druga, kot da mi to seštejemo. Kaj pravi ta formula? 2 krat SO plus S plašča. SO pri tem mislimo na ploščino osnovne ploskve. Se pravi, vzamemo ploščino tele ploskve in ploščino tele ploskve. To je SO. Ploščina te je SO. Zakaj ne napišemo kar O, nekateri pišejo O. S smo se že navadili, da je to ploščina, O pa nam zraven pove, da je to osnovne ploskve. Namreč, če bi, nekateri pišejo tudi veliki O, ali kako bi ga napisali, takole, veliki O, ne. In potem je pa problem, ker se meša z obsegom, a ne. To ni obseg, to je ploščina osnovne ploskve. Zato jo označimo z SO. Potem pa namesto, da bi rekli vsak ta pravokotnik posebej, rečemo, to je pa, potem pa ploščina vsega, kar je še okoli. In to je pa ploščina plašča. Se pravi, plašč je ploščina vseh teh pravokotnikov zloženih okoli in okoli prizme. No, kako bi pa dobili ploščino plašča? Ja, S plašča, a ne, bi pa dobili tako, če bi zložili vse te pravokotnike skupaj, a ne. In zdaj, če pogledamo, to je tule, je tale stranica recimo, ne. Potem pa dol je pa tale črta, ne. To je višina, to pa je dolžina ene stranice, a ne. In zdaj, če so si vsi pravokotniki enaki, bi dali, ne vem, 6 krat A krat višino. Če pa si niso, ne, bi pa ta bil B pa C pa D.
Se pravi, bi mogli iti tukaj, ne vem, B, pa C, pa D, pa takole okoli. Vse okoli in okoli moramo vzeti in potem pomnožiti z višino. In za to S plašča lahko izračunamo tudi obseg osnovne ploskve krat višino, a ne. To lahko naredimo, lahko pa vedno znova to premislimo, ne, koliko je ploščina plašča. Površina pa pomeni, prostornina, ne, označimo pa z V, in pa pomeni, da moramo zapolniti prostor v notranjosti prizme. To pa naredimo tako, da vzamemo osnovno ploskev in potem, tako da bi si predstavljali, kar nalivamo tekočino v smeri višine. Se pravi, površina naše prizme je 2x ploščina osnovne ploskve plus plašče in pa prostornina, ki se označi z V kot volumen. Vzamemo pa osnovno ploskev in jo pomnožimo z višino prizme. Tukaj gor imate oznake, tukaj smo še na roke napisali to formulo in zdaj jo bomo v naslednjih primerih uporabili. Vsi naslednji primeri bodo z pokončnimi prizmami, zato tudi v nalogi včasih ne bo pisalo. Pravi, če nič ne piše, potem mislimo na pokončno prizmo. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!